stanje, v katerem je ta država v tem trenutku, je vse kaj prej kot normalno stanje, smo v zelo turbulentnih časih, imamo vlado lahkih obljub, ki se spreminjajo praktično čez noč in nihče več ne razume, kaj se dogaja, zjutraj odpreš družbena omrežja, časopise vzameš roke in vsak dan si presenečen, kaj se dogaja. Konec koncev pokovka je še edino, kar nam ostane, sediš pred televizijo in gledaš to žajfnico, kako se ti odvija pred očmi in samo upaš, da ne bo šlo čisto vse skupaj v franže. Stanje v državi je v resnici primerljivo s mehiško telenovelo. Po sestanku vodij koalicije si je premier Robert Golob znova premislil, rekonstrukcija vlade tako ni več na mizi. So pa še vedno na mizi davki, novi davki, za katere pa še vedno ni jasno, kako jih bomo porabili za popoplavno obnovo, saj na tem področju še ni nekih resnih načrtov. Gledate Odmev tedna, dogajanje bova za vas komentirala odgovorni urednik tednika Domovina, Tino Mamić in Peter Merše. Tino, pozdravljen. Pozdravljen. Ti je že zmanjkalo pokovke, ko spremljaš to telenovelo TV Dnevnik? Ja, sicer kokic ne jem ponovadi, tako da mi ni imelo kaj zmanjkati, ampak... Zadeva bi bila komična, no, če ne bi bila resna, ne? Pravzaprav se je nekako država znašla v nekem krču, ko imamo pravzaprav neko koalicijo, ki je ne moramo več resno imati, če posebej ne njenega premierja, ne? Zdaj, po tem vrhu, ko naj bi se pogovarjali o rekonstrukciji, je Golob naznanil, da je njegova vlada edini branik pred tem, da ne zdrsnemo v stanje, kakršnega si ne želimo. Predlagam, da si pogledava najprej to izjavo. Da je ta koalicija edini branik, ki ga imamo pred tem, da ne spet zdrsnemo v stanje, katero ne želimo. Skratka, Robert Golob nas še vedno prepričuje, da je smisel njegove politike dejstvo, da na oblasti ni Janez Janša, ali jaz narobe razumem to izjavo. Ja, očitno nima več kaj povedati in je to pač preusmeritev pozornost na tisto, s katerim je zmagal in postal premier, da skuša spet poenotiti in prestrašiti ljudi ali pa politične partnerje, da se lahko ponovi zgodba Šarca ali pa Cerarja s predčasnimi odstopi, ki so pomenili, da je prišel na oblast Janez Janša in zdaj je to pač ena taka zelo priročna zadeva. In to vse skupaj bi bilo res smešno, kot si rekel na začetku, če ne bi bilo pregrešno drago. Ampak to je zelo drago za našo državo, da je v prostem teku, da nič ne dela. Hkrati je pa spet mogoče ceneje, kot če bi vlada veliko naredila, ker dela ogromno škode, tako da se človek ne ve, kaj bi si sploh želel. No, obrat smo videli tudi pri predsednici socialnih demokratov, Tanji Fajon, ne. Predtem je bila precej kritična, ne. Zdaj pa poudarja, ta koalicija je edina možna in pa da delajo dobro, le da ljudje tega ne opazimo oziroma da oni tega ne znajo dovolj dobro predstaviti javnosti, ne. Ja, zanimivo s tako medijsko mašinerijo, da tega ne znajo predstaviti javnosti, ne. Z medijsko mašinerijo, ki je niti ne vodijo, ki je sama del njih in potem sama impulzivno in sproščeno in spontano poroča v njihovo korist. Ne? Tako da je to kaže na dejansko verjetno nesposobnost in medijev, ki ne znajo zanimivo poročati in politike, ki ne zna povedati. Ampak ko pogledamo v resnici, je dela v vladi zelo malo. Vlada je doslej pač se zagnala v tisto rekonstrukcijo vlade, da so povečali število ministrov in smo se pol leta samo o tem pogovarjali. In RTV, ne, drugega pa praktično ni naredila nič, razen zdaj dela pogovarjamo se o poplavah, zdaj kaj se pa dela na tem področju, pa je težko reči, ker se zdi, da se dela premalo. Zanimivo, ne, kot ena ključnih prednosti te vlade v primerjavi s prejšnjo, naj bi bila ravno ta odlična komunikacija, ki je šepala recimo pod prejšnjo vlado. Ne? Ja, oni so, zanimivo, kaj so očitali Janši, ne, da ne zna z mediji, da ne zna komunicirati in da širi sovraštvo in tako naprej, ampak ko gledamo zdaj izjave od Roberta Goloba in če rečemo, da so bile tisto, kar je delo Janša, da so to janšistične stvari, ne, in janšističen pogled na državo, je ta Golobov še veliko bolj
janšističen. Ne? Tako da največji janšist je Golob. No, se bomo pogledali zdaj nekaj njegovih izjav. Ne, pred počitnicami je recimo Robert Golob takole obljubljal rekonstrukcijo vlade. Je zdaj čas, da se na eni strani preveri uresničevanje koalicijskih zavez in na drugi strani odprejo razprave o rekonstrukciji vlade. Na to temo se bomo sestali s prvaki obeh koalicijskih strank, takoj po praznikih. Rekonstrukcija ni povezana z nobenimi udari. Rekonstrukcija izhaja iz preprostega dejstva, da so se nam vmes zgodile poplave od lanskega leta. In te poplave zahtevajo dvoje. Na eni strani varčevanje, na drugi strani še bolj pomembno učinkovito delovanje. No, v sredo pa potem povsem drugače. Mogoča rekonstrukcija vlade je samo eden od načinov in danes o tem nismo govorili, ker smo ugotovili, da moramo pred tem, imamo še dovolj drugih področji, s katerimi lahko izboljšamo delovanje v kriznih razmerah. Skratka, očitno je bila rekonstrukcija vlade zgolj ena izmed množice idej, ki se porajajo v premierjevi glavi in jih potem kar nekako brezglavo izusti, potem pa z njimi ne misli resno. Ali kako razumeš ti ta obrat za 180 stopinj v dobrih 2 tednih? Ja, človek ima veliko idej in te ideje predstavlja kot neko opcijo, je pač lahko vizionar. Človek, ki pa svoje ideje predstavlja kot izvršeno dejstvo, tako kot Robert Golob, in se potem to ne uresniči, oziroma se sam sebe postavi na laž v par dneh, se temu reče sanjač. In Robert Golob govori o svojih sanjah, v realnosti je pa čisto nekaj drugega. In ne razumem, kako lahko to sprejmejo tudi njegovi kolegi v koaliciji ali pa njegovi tiskovni predstavniki, ker ne vem, ali res pojma nimajo recimo tiskovni predstavniki, ali res ne znajo svoje obrti, ne poznajo tega, kako se komunicira z javnostjo, ali so pa dejansko jih on ne upošteva, oziroma Robert Golob dela vse po svoje in po svoji glavi. Tako da tu se je treba vprašati, ampak vsekakor pa pri tej konstelaciji, ko pogledamo to negativno selekcijo v slovenski levici, je logično, da ti ljudje niso sposobni voditi dobro mest, ki so jih zasedli po volitvah, zato ker so bili izbrani med slabimi, ne? Ker je bil izbor slab. Imamo neizobražene ministre, imamo ministre brez kilometrine, imamo politike brez vsake kilometrine in zdaj se je izkazalo tudi za Roberta Goloba, ne samo brez izkušenj, brez kilometrine, ampak tudi brez vsakega političnega talenta. No, sej, ravno o tem svojem načinu delovanja je pred časom že dal neko izjavo za enega izmed tujih medijev, ne? Meaning that I am very keen of putting all kinds of ideas around, okay? And some of my people, they just thought that every and each idea that I just uttered, they need to work upon, which is totally wrong. And after like a week or two, I already forgot about the idea, and they came up, well, we did this. And I said, who told you to do that? I said, you did. Well, but I changed my mind already 3 times after that. Skratka, včeraj pa recimo je tudi na to, kar opozarjaš, v Tarči pravzaprav opozoril tudi analitik Dejan Verčič, ne, ko pravi, da pravzaprav imamo načrtno šibkega premierja. Poglejte od zadaj, kako se bo delilo 10-100 milijonov evrov proti milijardi, kdo bo od zadaj, kdo bo mešetaril s tem denarjem, in zato potrebujejo šibke ministre, šibko vlado, šibkega predsednika vlade. Ne. Skratka, imamo nekega šibkega premierja, ki nekako ni opazil, da je za govornico predsednika vlade in ne na nekem brainstorming vikendu sestavljanja programa Gibanja Svoboda ali kako. Jaz ne vem, če on to že opazil, ne? So pa vsi njegovi koalicijski partnerji to opazili in zdaj, če poslušamo leve medije in provladne medije, so vsi po vrsti razočarani nad Golobom, posebej nad Golobom, pa tudi nad vlado, da niso nič naredili, da delajo slabo. Tako da ni treba kaj posebej novega odkrivati, ne? Se pač odkriva isto, kot se je tudi pri Šarcu in pri Cerarju, ne? Da so pač eno se je govorilo pred volitvami, zdaj je pa prišlo do streznitve, ampak če je prišlo do streznitve, je nekaj narobe z njimi, da tega niso predvideli, preden so ti
novi obrazi, brez vsakih izkušenj, pa tudi politične kilometrine in tudi brez političnega talenta, kot vidimo posebej pri Golobu. Torej, kam je to? Mislim, kako da tega niso prej videli? Se ni nič nenavadnega. Ne? Če človek vozi avto brez izpita, je logično, da bo imel več možnosti, da se zaleti. Zdaj, še ena težava se je pojavila pri Robertu Golobu, lahko bi rekli še v eno nerodnost se je zapletel. Pred počitnicami, ko je bil vprašan, če takrat napovedana rekonstrukcija vlade pomeni, da nima ministrskih kandidatov, je odgovarjal takole. V resnici jih imamo, ampak smo dogovorjeni, da dokler se ne razčisti, koliko bo ministrstev v vladi, jih ne bomo razkrivali. Za vsako od mest imamo kandidata, ki je pristal na to, da lahko ga kandidiramo za ministra. Ampak bilo bi popolnoma nefer, da jih danes izpostavljamo javnosti. No, v sredo, ko smo izvedeli, da rekonstrukcije vlade ne bo, pa takole. Ministrstva bojo popolnjena v zakonskih rokih, najverjetneje do konca tega meseca. Skratka, Golob nam je konec oktobra zatrjeval, da ima podpisane izjave kandidatov za ministre, zdaj pa rabi še do konca meseca časa, da vendarle te izjave in te ministre predstavi javnosti. Vendarle je to nekoliko nelogično. Je Golob enostavno lagal, ko je konec oktobra rekel, da že ima ministrske kandidate? Zdi se zelo očitno, da laže. Zdaj, ali res laže ali ne bomo nikoli ugotovili, zaradi tega, ker se noben novinar ne bo spravil v to, Golob pa ne bo hotel odgovarjati na morebitna vprašanja na to temo, ampak zdi se tako. In ni prvič, torej to, da se zmisli oziroma da nekaj reče, kar dejansko misli drugače, je tudi sam povedal, je sam rekel, da se on lahko 3-krat premisli. On nekaj reče in se lahko potem 3-krat premisli, in je potem 4. varianta prava. Tako da zdaj tukaj ali si je premislil, ali se je zlagal, smo na tankem ledu, ampak jaz mislim, da to v politiki nima kaj delati. To so take, na premijejski funkciji ne moreš imeti tazga človeka. In to je, v bistvu je to nezaupnica, velika nezaupnica tistim, ki so ga pripeljali na oblast. Torej mediji in politiki, ki so ga pripeljali kot nekega odrešenika na pedestalu in govorili o čudežnem dečku, ki je preskakoval razrede, ampak kako je preskakoval razrede, ne vem, ampak ta inteligenca, ki jo zdaj kaže, s tako inteligenco ne moreš preskakovati razredov, oprostite. Bi pa predlagal, da se javno naredi IQ test, da se naredi javno, recimo, test proti drogam oziroma za droge, potem pa ne se na ta način pokaže. Ti doktorati in to danes vemo, kakšni so, da so lahko dobri, ampak je povsem možno, da je to pač nek blef. In ko pogledamo zdaj tega čudežnega dečka, kako se obnaša, ko se ne zna niti obnašati se ne zna, ne pred kamero, ne na sestankih, se sprašuješ o inteligenci, tej osnovni inteligenci tega človeka. No, ko smo že pri izjavah, tudi koalicijski poslanci so pravzaprav ta teden preprečili nadzor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije strani Komisije za nadzor tajnih služb, obveščevalnih služb, ker enostavno na tak nadzor mora iti vsaj en koalicijski in vsaj en opozicijski poslanec, koalicijski poslanci pa so enostavno na seji manjkali, torej nadzora ni bilo mogoče izpeljati in menda se to ni zgodilo prvič v tem mandatu. Tudi to veliko pove o demokratičnosti te koalicije. No, gotovo, očitno imajo nekaj za bregom oziroma nočejo tega razkriti, ker se očitno vse nekaj dogajalo in tukaj pri teh agentih ruske obveščevalne službe je zelo jasno, da je prišlo do aretacije bolj pozno. Vsi indici so, da je to prišlo zaradi pritiska premijeja in je to nesprejemljivo. In za tako stvar mora premijer leteti, bi moral podati odstop, tukaj je zelo jasno. Ampak spet je, tako kot sem prej rekel, ali se je lagal ali ne bomo ugotovili, ker on na to ne bo hotel odgovarjati in mediji ga ne bojo prisilili,
do tega, mediji, ki si pa to želijo razkriti, in pa on ne bo odgovarjal. Ne? Tako da smo v enem takem začaranem krogu. Zdaj, odstopil pa je ta teden direktor Darsa, predsednik uprave Darsa, Valentin Hajdinjak, pri čemer ni Golob edini, ki spreminja svoje mnenje za 180 stopinj v zelo kratkem času. Recimo, še teden dni pred tem je predsednik nadzornega sveta hvalil upravo, zatrjeval, da je vse v redu, celo na parlamentarni komisiji, potem pa naj bi Hajdinjaka prisilili praktično k odstopu s tem, da bi ga v nasprotnem primeru krivdno razrešili. Poglejmo si, kaj je povedal v naši oddaji Vroča tema. On je še teden dni pred sejo nadzornega sveta zatrjeval na seji Komisije za nadzor javnih financ v Državnem zboru, da ta uprava dela dobro, da ima zaupanje. Potem se pa čez noč vse spremeni in se za mojim hrbtom dobi s 3 člani moje uprave neki okrepčevalnici v Zbiljah, kjer se pogovarjajo o moji zamenjavi. Da pa je bil cilj tistih, ki so to sproducirali, da sedaj lahko Dars postane plen nekaterih interesov. Skratka, nenavadno je, da predsednik nadzornega sveta teden dni prej ostro zagovarja ali pa goreče zagovarja upravo, potem pa že teden dni kasneje, ko se zgodi praktično nič novega, pozove predsednika uprave k odstopu. Ali se je morda zgodilo kaj pomembnega, novega? Ja, po njihovih besedah strani Darsa je prišla tarča, v kateri so diskreditirali Dars in ga označili kot podjetje, kjer je veliko korupcije oziroma kjer se deli posle koruptivno. In to se mi zdi tudi najbolj sporno in nerazjasneno. Ker recimo to, da Hajdinjak ni vpleten v kakršnekoli posle s Snežičem ali s kom drugim, ti, ki so se razglašali, da zbirajo denar v njegovem imenu, to mislim, da je zelo jasno, da je on zavrgal vse sume in da je to pač neka namišljena afera, namišljena zgodba glede njega. Ampak ni bilo pa pojasneno dovolj, ali je prišlo pri tistih vlečnih službah, ali gre tu za korupcijo, ali ne gre za korupcijo. Zdaj, da bi bil Dars popolnoma čist in da se tam ne da podkupovati, težko verjamem, zato ker je pri nas se praktično vsaka služba v državni upravi se gre po zvezah. Zadnja čistilka recimo dobi po zvezah službo, ne drugače. Tako da težko verjamem, da bi na Darsu bilo vse čisto. In tu pogrešam recimo raziskovalne novinarje, da bi se v to dali in to odkrili, ali je tukaj kaj na temu. In v tem primeru pa bi bila objektivna odgovornost Hajdinjaka. Ampak zanimivo je to, recimo, da njega so odstavili, nihče, tudi njegov najhujši sovražnik ali kritik, mu ne očita nestrokovnega dela. Tako da z tega stališča je on v nekem smislu moralni zmagovalec in lahko dejansko odide z dvignjeno glavo z mesta Darsa. Tako da se mi zdi, da je on politično ali pa PR-ovsko, če hočete, dobro odvil to svojo pot ven iz Darsa. Ne vem, mogoče bi bilo zanimivo ugotavljati, zakaj je on ostal na Darsu po nastopu te vlade, posebej, če gre za tu neke osebne zgodbe ali pa določene lobije, ki so pritiskali in vplivali, ampak tukaj gre že za take mejne zadeve. Tako da jaz mislim, da ta teza od določenih v SDS-u, da je bila med Novo Slovenijo in vlado koalicija in da je Hajdinjak bil neke vrste minister v kvoti NSI in Tomšič drugi, je zdaj dokončno pokopana in vidimo, da iz vsega tega nič ni. No, ravno to vprašanje je gospodu Hajdinjaku postavil naš kolega Alen Salihovič v oddaji Vroča tema, ki si jo lahko gledalci ogledate tudi na tem istem kanalu, torej je že na razpolago. Mi pa pojdiva naprej. Še ena komisija si je predstavila svoje delo ta teden in sicer znova smo bili lahko pravzaprav priča temu poskusu prepričevanja javnosti, kako pomembno je, da ni na oblasti Janez Janša in da je bistveno, da je na oblasti kdorkoli drug razen on. Ko smo spremljali
predstavitev umestnega poročila komisije Mojce Šetinc Pašek, ki bo sicer verjetno kmalu ne bo več predsednica te komisije, ki ima tako dolgo ime, da ga tukaj niti ne bi ponavljal. Skratka, lahko rečemo na kratko inkvizicijsko komisijo zoper opozicijske medije. Poglejva si, kaj je povedala. Nobeno to vrstno kosilo, tudi madžarsko kosilo, se ne poje zastonj in zanesljivo so si Madžari, ki so, in tudi madžarska politika, ki je preko tega vstopala v Slovenijo in financirala točno določen konkreten politični projekt, točno določene konkretne stranke, od tega veliko obetala. Skratka, Paškova opozarja na te sisteme kampanj, ki so obvodni, ne, pravi, da je račun SDS-a povsem čist, da se potem te rabote izvajajo preko teh medijskih. Pričemer je zelo zanimivo, da ta komisija to predstavlja kot da pravzaprav to v Sloveniji počne izključno ena oziroma dve podjetji, ki je blizu stranki SDS, posem pa pozabi, recimo, da še vedno ne vemo, zakaj je GEN-I plačeval Vesni Vuković, ki je generalna sekretarka stranke, kateri je še Šetinc Paškova do pred nekaj tedni pripadala. Ne? To še vedno ni pojasnjeno. Tega recimo komisija ne pregleduje. Zakaj? No, to so vedno dvojna merila, ne? Ker se desno sredino se preiskuje, kar je prav, da se preiskuje, ne? To je funkcija tudi preiskovalne komisije vsake. Ampak da potem mižiš pri drugih, ne? Je pač to, temu se reče svetopisemsko Bruno v tujem očesu. Zdaj, zanimivo je to, ne? Da je bila preiskovalna komisija, ki je toliko odkrila, toliko ogromnih koruptivnih zadev, da potem Mojca Šetinc Pašek reče, da v svojem nastopu, tisti glavni stavek je bil, ja, da je bilo toliko vlaganj in nobeno kosilo se ne poje zastonj. Ne, torej, to je zdaj ta fraza, da nobeno kosilo ni zastonj, je zdaj dokaz, da so bila ta vlaganja sporna, ne, koruptivna. Ne, zakaj imamo preiskovalno komisijo, če pride potem šefica te komisije in z nekim pregovorom, z nekim starim rekom dokazuje krivdo nekoga. Pričemer je zanimivo, tudi ta šefica komisije je bila še pred 2 letoma recimo novinarka, povsem neutralna, pripravljala recimo komentatorske oddaje notranje politike, kot je Utrip, ne, potem pa na hitro šla na listo Gibanja Svoboda in je zdaj poslanka in preučuje medije. Ja, to je pač to prestopanje iz enega v drugo funkcijo in žalostno je to, da velikokrat prestopijo tudi nazaj, ne. Levičarski novinarji, ki grejo v politiko, se znajo potem vrniti v novinarstvo, kar je nesprejemljivo. Ampak zdaj, mogoče še to, ne, pri tej preiskovalni komisiji je zanimivo to, da so šli forenzično, detaljno vse pregledati, ampak ko to poslušaš, nimaš nobenega tazga velikega, kronskega dokaza za neko hudo korupcijo. Ne? Šlo je za neke te, ki so čistili kanale, kako že, da so potem preplačevali neke oglase v teh medijih, ne pa domnevno neki plačani intervjuji občin pred volitvami, ne, torej županov, recimo, ki prihajajo iz stranke SDS. Ker recimo tisti dva dni nazaj, ko je prišlo to poročilo ven, me je klical novinar Mladine, ne, torej novinar Mladine, to je podjetje, ki je v lasti, ko bi rekel, oziroma ki je bilo kupljeno z denarjem od Saftija. Ne, torej od denarja, ki ga je Udba in Safti v bistvu, ko so prali denar in gre za mafijski denar in gre za denar od droge, od prekupčevanja z drogo in tako naprej. Torej, ta Mladina so mene klicali in so rekli, da sem se jaz tudi znašel v tem poročilu. In sem rekel, zakaj pa? Ja, da je pač tam nek znesek, ki ga je SDS meni nakazal, ne, Tino Tomamiču. In potem sem rekel, verjetno gre za to, ker sem pač urednik brezplačnika in portala Vipavska, ne, poleg Domovine, oziroma da sem to delal, preden smo Domovino ustanovili. In takrat je posebej pred volitvami so 3 stranke oglaševale pri meni, Nova Slovenija, SDS in Gibanje Svoboda. In
pač jaz sem postavil za vse enake pogoje in oni so to plačali. Ne? So pa plačevali tudi določene stranke, tudi prej recimo določene oglase, ne? Recimo evropski poslanci, ali pa tako, vse čisto. Ne? In zdaj, sporno je, da je SDS pač naročil en tak oglas in sporno je, ker sem jaz izpostavljena osebnost, ne? Je rekel ta novinar. In zdaj pogledajte, s čim se mi ukvarjamo. Ne? Mi imamo milijonske afere, ne? In zdaj tukaj tudi, če bi bilo kaj res, ampak ni nič. Ne? Oni se ukvarjajo pol zdaj, da kličejo Tino Tamamiča za oglas za 150 evrov. No, morda še to glede tega. Ne? V smernicah, ki so jih dali za spremembo medijske zakonodaje, je predlog, da bi se taki mediji izbrisali iz razvida medijev. Torej, kdo sploh še ostane potem v Sloveniji v razvidu medijev? Ja, to je vprašanje, ki je ustavnega značaja, ne? Ker je svoboda medijev je ustavna kategorija in ti lahko ustanoviš kakršenkoli medij in lahko karkoli pišeš, ne, ker je pač velja svoboda govora. Zdaj, če se reče, da nekdo ne sme ustanoviti medija, je to kršenje svobode govora. Ne. Tako da, zdaj, najbolj žalostno je pa to, ne, mi govorimo zdaj o pro-SDS-ovskih medijih, ki so problematični. Ne. Ni pa problematična provladna RTV, ki jo vsi plačujemo. Ne, to je pa v redu. Ne. Zdaj, če jaz ustanovim en svoj časopis ali pa ne vem, sem solastnik Domovine, je pač moja uredniška politika taka, kot jo jaz določim. Ne, in noben drugi mi je ne more. Ne. To je pač svoboda. Ne. Ampak meni bojo to očitali, medtem ko RTV, kjer je pa v programskih standardih in v etičnem kodeksu točno napisano vse, da morajo biti predstavniki celotne populacije, vseh 2 milijonov Slovencev, ne, pa delajo provladno propagando, izrazito aktivistično, ne, in dnevno kršijo novinarski kodeks. Ob tem ne, pa se pravzaprav skrivajo v ozadje oziroma padajo v ozadje realni problemi države, ne, in sicer, da recimo ni nobenega pametnega načrta, kako se bo dejansko izvedla popoplavna obnova, da nimo samo prebivalci vasi Struge so čakali 3 mesece, da jim je naposled, potem vlada ta teden povedala, da se bodo morali izseliti. Ne, neko zasebno podjetje je celo že vmes postavilo 2 mobilni hišici za 2 izmed družin, ne, v tem času, ko je pravzaprav vlada rabila, da jim je povedala, da se bodo morali preseliti. Ne, spreminja se zakonodaja, kjer bo po hitrem postopku uzakonjala možnost za razlastitev lastnikov zemljišč, ne, in pa zapleta se tudi recimo pri Zoranu Jankoviću z kanalom C0. Ne. Torej, to so neki resni problemi, ki ogrožajo pitno vodo, ki ogrožajo družine, ki so pravzaprav se znašle v stiski po poplavah, pa praktično o tem skoraj da, razen ko je treba dvigovati davke, ni govora. Ja, moramo tudi vedeti, da krajani Strug ne bi dobili odgovora, če ne bi zagrozili, da bodo zaprli cesto in če ne bi stopili pred medije in naredili tiskovne konference, da je potem zazvonil alarm v medijih po vsej državi in je potem vlada rekla, bomo v 14 dneh povedali. Ne, 3 mesece so razmišljali, so nič naredili, zdaj so pa v 14 dneh zato, ker so jih prisilili oziroma ker so pozvali. Ne, tako da, če ne bi tega naredili, še danes ne bi vedeli, ali naj se izselijo ali ne. Ne. Tako da to kaže na dejansko popolno pravilno nesposobnost. Ne samo vlade, ampak tudi ministrstev, ne, ki očitno tudi sama ne zmorejo delati, posebej ne v izrednih razmerah. In če se navežemo spet na to pitno vodo oziroma na ta kakovod, tu pa ministrstva delajo z roko v roki z Jankovićem in mi vsi vemo in vidimo, da je to sporno. Ni treba biti strokovnjak, da vidiš, da ta kakovod, da je to tempirana bomba, da lahko pride hitro do onesnaženja, ampak je vse v redu, ne? Še vedno se to dela in še vedno to ni problem, ne? No in še ena stvar, ne, je izpostavljena v zadnjem času kot izjemno velik problem, ne, in sicer te nekontrolirane migracije, ne, v letošnjem letu jih je že več bilo v prvih 9 mesecih kot lani, recimo v celotnem letu, ne, pri čemer je pa, predvsem to je pa zelo povedno, ne, v prestolnici prodaja solzivcev in drugih zaščitnih sredstev poletela v nebo, ne, pravzaprav je
v naše najlepše mesto, kot pravi župan, ne, v nekaj mesecih postalo iz povsem varnega kraja, kjer so se ljudje upali kadarkoli, kjerkoli sprehajati, v kraj, kamor starši, pravzaprav dijaki in študentk ne pustijo brez, ne da bi imeli solzi v torbici. Ne. Ja, v zadnji domovini, ki je šla včeraj in govorimo prav o tej, imamo temo tedna, ki govori o povečani nevarnosti, da je Slovenija v zadnjem letu postala veliko bolj nevarna država, ker je veliko več posilstev, veliko več vlomov, predvsem strani migrantov in strani Romov. Torej, o tem govorimo in če rečemo, če se malo pošalimo in rečemo, da je zavladala ta vlada z geslom smrt janšizmu, vemo, da je tisti stari rek oziroma staro geslo smrt fašizmu, svoboda narodu, ne? Lahko rečemo, če je smrt janšizmu, je potem zavladala tudi svoboda kriminalu. Ne? Torej, sedaj je svoboda, je prinesla svobodo kriminalu in v Ljubljani se dekleta, posebej dekleta, študentke, pa tudi ženske se bojijo iti ven po noči, ne? Tega včasih ni bilo, je bila Ljubljana ena najbolj varnih mest, zdaj se bojijo se tudi po drugih mestih in tukaj je zelo jasno, kaj se je zgodilo, je prišlo nekajkrat več migrantov kot doslej, imamo, ne vem, 20 ali koliko posilstev strani migrantov, še več iz strani tretjih držav, torej nedržavljanov Slovenije in zdaj lahko rečemo, da je posilstev strani državljanov Slovenije še vedno več, ampak tistih, ki so že, jih boš težko zamejil. Ta so pa popolnoma odveč. Ne? Če bi bile meje zaprte, teh posilstev ne bi bilo. Ne? In zato je ta vlada dejansko sokriva, da se Ljubljančani bojijo iti na cesto po noči, da se študentje bojijo iti na cesto, da ni več varno hoditi po cesti. Ne? Oni so konkretno odgovorni. Ne? Vidimo, to je matematika, to ni, ne gre za razlago nečesa, ampak za čisto matematiko. Na tej točki morajo narediti piko in pustiti gledalcem, da še kaj preberejo v tedniku Domovina, ne? Torej, kjer lahko preberejo še več. Tino, hvala za današnje komentarje. Prosim. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v iztekajočem se tednu. Na Hrvaškem je prišlo do več zastrupitev s pijačama Coca-Cola in Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate. Zdravniško pomoč je zaradi tega moralo poiskati več kot 30 ljudi. Podjetje Coca-Cola zagotavlja, da sporni izdelki niso na slovenskih trgovskih policah. Španski premier Pedro Sánchez je uspel doseči dogovor s separatistično katalonsko stranko Junts. V zameno za podporo njegovi stranki je obljubil amnestijo za politike, ki so bili leta 2017 udeleženi v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Med njimi je tudi predsednik stranke Carles Puigdemont, ki se od takrat španskim organom pregona izogiba v Bruslju. Dogovor je že sprožil velike proteste. SDS je predstavila prenovljen strokovni svet stranke, v njem po novem sedi tudi Zdravko Počivalšek, ki sicer ni član stranke, ni pa Anžeta Logarja, ki je sicer predsednik sveta stranke in nekdanji zunanji minister ter voditelj platforme sodelovanja. Evropska unija predlaga, da se Gruziji podeli status kandidatke za vstop v Evropsko unijo, z Ukrajino in Moldavijo pa bi začeli pristopna pogajanja. Bosna in Hercegovina mora zato izpolniti še določene pogoje in je dobila zgolj pogojno zeleno luč. Bosna in Hercegovina je tako edina država Zahodnega Balkana, ki še ni začela pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Tako, spoštovani gledalci, pri koncu smo. Marsikatere zanimive teme nismo uspeli vključiti, ker smo vendarle časovno omejeni v tej oddaji, zato pa jo lahko preberete na spletnem portalu domovina.je. Večji del je dostopen brezplačno, vse vsebine pa dobite tisti, ki se na portal tudi naročite in s tem podprete neodvisno novinarstvo in naše delo. No, naročite se lahko tudi na naš YouTube kanal in všečkate ta video, če vam je všeč tedenski komentar, tedenski pregled, s katerim se znova vrnemo v oddaji Odmev tedna prihodnji teden. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.